Lepo pozdravljeni v novicah tedna, ki so ga zaznamovale ameriške predsedniške volitve, na katerih je slavil republikanski kandidat Donald Trump. Ankete so sicer tesno zmago napovedovale njegovi protikandidatki Hillary Clinton, a so se očitno izkazale za napačne. Prva dama ZDA je tako postala Melania Trump po rodu Sevničanka. V sredo so se tam zbrale številne novinarske ekipe in preverjale, koliko in kaj to pomeni njenim rojakom. Posebne euforije v Sevnici ni bilo, se je prepričala naša ekipa. Vesel sem te odločitve oziroma tega izida, da je Melania postala prva dama in res čestitam za ta uspeh, za ta dosežek, da je tako dobro podpirala moža. To veliko pomeni za Sevnico, je dejal župan, ki je zaradi zanimanja novinarjev prosil lastnika kavarne na Trgu Svobode, da je lokal odprl že ob 4 zjutraj. Ne bo pa zabave za proslavljanje nove Melanijine funkcije. Sevničani tudi ne bi množični drli nanjo, če bi jo pripravili. Ja, jaz se ne bi udeležil, kar bomo mi sami naredili, bomo dobili. Ni važno nam, kjer je v Beli hiši. Večina Sevničanov je za Melanijo prvič slišala v času ameriške volilne kampanje in se ne ubadajo s tem, kakšen vpliv bo imel izid volitev na Slovenijo. Tu je težko reči, ampak jaz mislim, da kakšnega posebnega ne. Kapital ima vpliv samo na kapital. Da bo Sevničanka sedela v Beli hiši, je ansambl Slavček napovedal že pred pol leta. Zanjo so napisali posebno pesem. Melania zdaj gre po poti slave, želijo si jo združene države, dolina šentflorjanska pa ujo, ker daleč proč odnesel jo je to. Upate, da vas bo kdaj povabila v Belo hišo, da je to zapovedi? Seveda, to je bil naš cilj že od začetka, tako da bomo videli, kakšna je ta uvaljna soba pa tole, tako da upamo, da tudi čim prej, tako da če bo že jutri klic, ne bom nič presenečen, Teden na Dolenjskem in v Beli krajini pa je zaznamoval tudi dvodnevni obisk vlade. Ta je obiskala več gospodarskih družb ter javnih ustanov v regiji. Glavna ugotovitev je bila, da je regija zelo specifična. Medtem ko Dolenjska izrazito razvojno izstopa, se območji Bele krajine in Kočevsko-Ribniškega soočata s slabo razvitostjo. Vlada se je zavzela, da bi se v prihodnje te očitne razlike v regiji zmanjšale. Drugi dan obiska je vlada začela z delovnim posvetom v gradu Otočec, potem pa so premier in ministri ločeno nadaljevali obiske podjetij in ustanov. Del vladne delegacije je v polni dvorani hotela Šport Otočec z gospodarstveniki regije obravnaval najbolj aktualne razvojne teme, med katerimi izstopa izgradnja južnega dela 3. razvojne osi od Novega mesta do Bele krajine. Po zagotovilih prometnega ministra Petra Gašperšiča in prvega moža Darsa, Tomaža Vidica, priprave na prvem odseku trase mimo Novega mesta do Revoza potekajo pospešeno. Naš cilj je seveda, da ta prvi odsek oziroma prva faza, to je do priključka Revoz, dobi gradbeno dovoljenje že v letu 2018. In da bo Dars z izbranim izvajalcem začel gradbena dela. Za zagotovitev finančnih sredstev pa bo potreboval pomoč države. Ena od možnosti je, kot sem že rekla, delno poroštvo za najem kredita za financiranje te investicije. Gospodarstveniki so bili s pojasnili predstavnikov vlade zadovoljni. Da želijo tudi znotraj neke uspešne regije postaviti neke manjše razlike. Mi kot gospodarstveniki pričakujemo dejansko čim manj ovir, čim več nekje vzpodbud na nek način, da bomo mi lažje delali. 395 milijonov evrov je bilo plačanega davka od dobička v obdobju 2007 do 2015, samo iz te regije. Zato upravičeno pričakujemo, da bo uslišano uresničeno, je nedvoumen prvi mož regijske zbornice Jože Colarič. Mi smo si vse to zelo dobro posneli, tako da bomo predstavnike vlade čez 1 leto povabili, da preverimo, ali so vse te obljube bile izpolnjene. Premier Miro Cerar je med drugim obiskal novomeški Revoz, v katerem naj bi to leto proizvodnjo zaključili na podobni ravni kot lani. To je približno 130 tisoč vozil. S prihodom Clio 4 v začetku prihodnjega leta pa se obetajo vzpostavitev nočne izmene in dvig proizvodnih količin na od 180 do 190 tisoč vozil.
Letos so v Revozu zaposlili več kot 200 novih delavcev, prihodnje leto naj bi jih še med 300 in 500, a imajo pri tem težave s pomanjkanjem delovne sile. No, v prvi vrsti je seveda motivacija zaposlenih za delo v proizvodnji. Nemotiviranost ljudi za delo v podjetju je zaskrbelo tudi predsednika vlade, ki ga je sicer proizvodnja navdušila. Seveda se zavedamo, da gre za enega največjih pozitivnih dejavnikov v slovenskem gospodarstvu. Zato tudi vlada je pripravljena še nadalje spodbujati dejavnost Revoza. Tudi pri proizvodnji novega Clia, obljublja Cerar. Glede na to, da je Revoz v Novem mestu prisoten že od leta 1972, imamo dolgo tradicijo sodelovanja med Renaultom in slovensko vlado, ki je znala podpreti naše projekte. Zato se veselijo podpore tudi pri novem projektu, še dodaja. Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc, ki se ta čas ukvarja predvsem s stavko zdravnikov, o kateri nekaj več v nadaljevanju, je odpovedala sodelovanje na regijskem vladnem obisku, zato jo je nadomestila državna sekretarka Sandra Tušar. Novomeški splošni bolnišnici, ki se ubada z izgubo, je obljubila podporo in jo pohvalila za izvajanje sanacijskih ukrepov. Vodstvo bolnišnice je na Ministrstvo za zdravje naslovilo prošnjo po pomoči. To je pripravljeno sodelovati, a državna sekretarka težko reče, s kakšnimi določnejšimi ukrepi. Nekako kot ministrstvo stojimo na stališču, da ne podpiramo dajanja denarja v bolnišnico, ampak da poskušamo pomagati na druge načine, morda z investicijskimi vlaganji. Pri nakupu opreme in podobno, dodaja. Je za prihodnje leto, prihodnji 2 leti vendarle nam uspelo skupaj dogovoriti vsaj 7 milijonov denarja za začetek ali pa kar velik del, torej te skupne intenzive, kjer bomo razbremenili v precejšnjem delu interno bolnišnico. Ta čas pa ob finančni podpori ministrstva urejajo tudi angiografski laboratorij, ki bo pripomogel k uspešnejšemu zdravljenju srčnih bolezni in preprečevanju smrti. Težaven pa je tudi urgentni center, ki ustvarja izgubo. Kot poudarja sekretarka, dodatnega financiranja teh centrov kar na pamet ne bo. Po uvedbi dispečerske službe od 1.1.2017 dalje bomo pridobili podatke o obremenjenosti in urgentnih centrih, pa tudi neprekinjenem zdravstvenem varstvu v zdravstvenih domovih. V Novomeškem šolskem centru so v navzočnosti predsednika vlade in šolske ministrice tudi uradno predali namenu nov 4600 kvadratnih metrov velik prizidek, v katerem izvajajo redne in izredne višješolske programe. V novih prostorih, ki so jih dokončno uredili še v kleti in z veliko predavalnico, izvajajo 7 višješolskih programov, prav tako predmete srednje zdravstvene in kemijske šole ter nekatere tehničnih smeri. Rednih študentov imajo ta hip 505, izrednih 280, 120 jih je tik pred diplomo. Prvi trakt šolskega centra je zaželjen več kot 16 let. 8 let smo potrebovali, da smo dokumentacijo in finančne konstrukcije uredili. Seveda v 8 letih smo ga pa skupaj z ministrstvom počasi tudi dokončali. S tem so lahko dijaki začeli obiskovati pouk dopoldne in ne več popoldne. Prostorsko seveda ne more biti nobenih težav zaradi tega novega prizidka, v katerem je 18 navadnih učilnic, pa 3 računalniške učilnice, pa potem specializirani laboratoriji za vsako predmetno področje, katerega izvajamo. Za dela so odšteli 6,5 milijona evrov, milijon pa še za opremo. Naložbo sta polovično krila ministrstvo in šolski center. Zakaj je bilo pomembno, da smo sofinancirali 2,5 milijona evrov? Višješolski del, strokovni višješolski del, pravzaprav ima enega od ključnih zametkov prav v tej regiji, v Novomeškem osrčju. V prihodnje se bodo v šolskem centru osredotočili na razvoj novih in posodobitev obstoječih programov ter se še bolj posvetili kakovosti dela, je poudaril direktor Štefan David. Novih programov pa si želijo tudi v srednji šoli Črnomelj, ki jo je ministrica za izobraževanje obiskala včeraj. Mislim, da je obisk ministrice za šolstvo za srednjo šolo Črnomelj, ki je edina belokranjska šola, izrednega pomena, saj pravzaprav lahko le na najvišji inštanci opozorimo, kakšen je pomen srednje šole za Belo krajino. Pomen šole za Belo krajino je zelo velik, se strinja tudi ministrica, ki pravi:
Zagovarjamo tudi manjše srednje šole, ki imajo zelo osredinjene, zelo kakovostne programe in ta šola je prav takšna. Pravi Brenčič Makovčeva, ki je zelo pohvalila črnomaljsko srednjo šolo in poudarila, da so v resnici programi, ki se tukaj izvajajo, res kakovostni in da je tudi odziv tistih, ki prehajajo potem v terciarno izobraževanje takšen, da dokazuje, da prihajajo z dobrimi znanji. Kljub obisku nekaterih ministrov je vlada tokrat veliko manj pozornosti kot Kočevski in Dolenjski namenila Beli krajini, obmejnemu območju s skoraj 20% brezposelnostjo. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je včeraj v Črnomlju srečal s predstavniki regijskega NVO centra, nato pa si ogledal mejni prehod Vinica, na katerem velja slovenske strani omejitev nosilnosti na 7,5 ton, kar povzroča težave lokalnemu gospodarstvu. S hrvaške strani pa omejitve ni. Tukaj so zadržki v prometni varnosti in tudi tukaj bomo medresorsko poskušali pospešiti zadeve, ugotoviti, kje so težave, jih morda odpraviti ali vsaj jasno povedati, kaj so razlogi, da ni mogoče, če je res tako, dopustiti tudi težjega kamionskega prometa. Do danes nismo dobili razlogov, kateri bi res upravičevali to omejitev do 7,5 ton. Pravi županja, ki si že več let prizadeva, da bi dvignili omejitev na 30 ton, kar most čez Kolpo dopušča. Ministrstvo za javno upravo je že poskrbelo za potrebno širitev mejnega prehoda. Infrastrukturno v tistem delu, kjer je bil problem naslovljen na nas, smo ga že rešili. Če pa je problem prometne varnosti, bo pa seveda moral na to vprašanje odgovoriti Ministrstvo za notranje zadeve. Vendar z Ministrstva za notranje zadeve ni bilo nikogar v Vinico. Je pa zvečer v Črnomlju potekala košarkarska tekma, v kateri je ekipa lokalnih gospodarstvenikov premagala vladno ekipo. In tudi na tem dogodku smo videli slabo zastopanost ministrske ekipe. Predsednik vlade pa je na tekmo prišel šele ob koncu tretje četrtine. Sicer pa si belokranjski župani ne obetajo veliko od tokratnega obiska vlade. Vsaka vlada, ki je prišla do zdaj sem, ampak čisto vsaka do zdaj, zelo radi se slikajo pri uspešnih podjetnikih, bolj na stran pa dajo tiste zadeve, ki so nam dnevno pereče. Tretja razvojna os, se pravi tunel in pa še ostale prometne povezave, je pa žal, da tukaj nimamo sogovornika na belokranjskem območju. S predsednikom vlade in ključnimi ministri se namreč belokranjski župani niso srečali. V Črnomlju sta se mudila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ter minister za kulturo Anton Peršak. Ministrica se je podala na lokve pri Črnomlju, odkoder se je v minulem poletju širil za Črnomaljce zelo moteči smrad. Moj današnji obisk je bil namenjen predvsem temu, da si sama ogledam kmetijo in pa lokacijo bioplinarne v Črnomlju. Včeraj sicer v Črnomlju ni smrdelo in kot je dejala ministrica, na sami kmetiji ni bilo nobenih težav občutiti in tudi v bioplinarni ne. A glede na pritožbe občanov v minulem poletju bo treba razjasniti, od kod težave, je dejala po ogledu in pogovoru s črnomaljsko županjo. Zadeva je jasna, eno samo ministrstvo ne bo moglo narediti nič. Gre za splet vseh treh ministrstv, Ministrstva za okolje, kmetijstva in pa tudi infrastrukture, če hočemo, da se bo zadeva lahko rešila. Mora biti zadeva usklajena med vsemi tremi, samo tako je rešljiv problem, drugače ne. Dogovorjeno je, da se, če bo le možno, če bo le mogoče, še ta mesec srečamo predstavniki vseh treh ministrstv in ugotavljamo, kaj bi bilo potrebno še narediti, kaj bi bilo potrebno izvesti, da bi teh težav bilo manj. Minister za kulturo pa je največ časa namenil Črnomaljskemu kulturnemu domu, kulturnemu spomeniku državnega pomena, ki je v državni lasti in že več let kliče po temeljiti obnovi. Kot je dejal po ogledu, bi bilo najbolje, da ga dajo v najem lokalni skupnosti, vendar to zahteva nekaj sprememb v zakonu za varstvo kulturne dediščine. Hkrati pa seveda bo se treba lotiti priprave enega celovitega projekta, kako objekt urediti. In kdo naj bi financiral obnovo, lokalna skupnost ali država? Na nek način se moramo lotiti tega oboje, ampak lastnik je seveda država, ne?
tako da glavno breme je gotovo na lastniku. Županja ni bila najbolj zadovoljna s predlagano rešitvijo. Država dejansko v njega nič ni vlagala, zdaj, ko je pa v zelo slabem stanju, bi ga dala po občini. Skorajšnje obnove Črnomaljskega kulturnega doma torej ni pričakovati. Minister za kulturo Anton Peršak ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc pa sta včeraj obiskala tudi novomeško knjižnico Mirana Jarca. V nadaljevanju tedenskega pregleda bomo pod drobnogled vzeli stavko zdravnikov, spoznali bomo kmetico leta, ki tokrat prihaja z Dolenjske, odkrili 250 kg težko bombo ter vas spomnili, da imate le še kak dan časa, da vaš avto pripravite na zimske razmere. Slovenski zdravniki so v torek ob 7. zjutraj začeli stavko, ki poteka v obliki 40-urnega dela na teden. To že povzroča težave, saj prihaja do odpovedi operacij. Naša ekipa je stanje na terenu preverjala prvi dan. V novomeški bolnišnici podpira stavko večina od 180 zaposlenih zdravnikov, pravi predstavnik Fidesa. Osnovne stavkovne zahteve so bile sprejem standardov in normativov za delo zdravnikov, ob tem pa tudi sprostitev plačnih razredov v omejitev predvsem navzgor. Z možnostjo nagrajevanja najbolj obremenjenih dodaja. V prvih dneh se stavka v vsakdanjem delu ne bo toliko odražala. Potem pa prihaja do postopnega izpada zdravnikov, ki morajo koristiti tiste ure, ki so jih oddelali v neprekinjenem zdravstvenem varstvu. Kje lahko pričakujemo težave, je odvisno predvsem od tega, kje specialistov najbolj primanjkuje. Glede na pomanjkanje anesteziologov je pričakovati, da bodo najprej začeli odpovedovati operativne posege. Predvidevamo, da bo precej motena oskrba naših bolnikov od naslednjega ponedeljka naprej. V nadaljevanju stavke pa se sistem lahko sesuje, poudarja Piletič. To pomeni, da bodo obravnavali le nujne bolnike, nosečnice, otroke in starostnike ter izvajali operacije bolnikov z rakom. Ne pa tudi nenujnih pregledov ali posegov, kar bo že tako dolge čakalne dobe v zdravstvu le še podaljšalo. Zaradi stavke pričakujejo v urgentnem centru še večji priliv bolnikov. Mi smo okrepili ekipe na vseh enotah urgentnega centra. Predvsem pričakujemo večje število lažjih pacientov, ki jih ne bo možno v času stavke obravnavati na primarnem nivoju. Ključne težave, tako Kostić, bodo v tem, da bolniki ne bodo mogli priti do osebnega zdravnika in se bodo obrnili nanje. Kako pa bolniki spremljajo stavko? Ne vem, kakšne plače imajo, ampak matrajo se pa zadostno. Moram reči, da kar dostno. Za določene stvari, ja. Katere recimo? Za specialiste, to je vse, strinjam. Delajo kar v redu, to je vse. Delajo v redu, torej je stavka potrebna ali ne? Ne vem, mogoče tudi ne. Specialisti pa to jim odobravam to, ne. Tele tam na zdravstvenih domovih pa to pa niso upravičeni po moje. S tem se v novomeškem zdravstvenem domu ne bi strinjali. Zdravniki želijo delati po standardih in normativih, tako bi bili manj obremenjeni, pravi predstavnica Fidesa. Da bi bilo za paciente bolj poskrbljeno, da bi delali varno in kvalitetno, ne tako kot zdaj, ko sam hitimo in imamo v povprečju 7-minutne pacienta. Hkrati pač zahtevamo seveda tudi dostojno plačilo za naše delo. Nekateri zdravniki bodo že ta teden dežurali po noči in bodo naslednji dan doma. Bodo torej ambulante samevale? To ni čist rečeno, ker imamo mnogo mladih zdravnikov, specializantov in večino teh izpadov bodo verjetno pokrili specializanti, lahko pa, da bo kakšen dan, kakšna ambulanta tudi zaprta. Tako bodo morali bolniki v drugo ambulanto ali urgentni center. Poskrbeli bomo za vse nujne paciente, tako v ambulanti kot na terenu, in pa za vse nenujne, za katere zakonsko smo dolžni poskrbeti. V nadaljevanju stavke pa bodo prerazporejali kadre, da bi zagotovili minimum svojih storitev, dodaja. V sklopu projekta Posavska špajza so v regiji obnovili ali na novo postavili mestne tržnice. V Krškem so evropskemu deležu sredstev dodali še zajeten prispevek iz občinskega proračuna
in zdaj zaključujejo zadnjo fazo urejanja tržnice, kamor sodijo parkirišča, fasada in sanitarije. Vrednost del je 300 000 evrov. Tržnica ima sicer novo podobo z nadkritimi površinami že 2 leti, vendar polno zaživelje ob dogodkih, ki jih nekajkrat na leto organizirata Agro Posavje in Kostak kot upravljalec objekta. Martinov sejem je eden takih, ki je privabil ponudnike iz Posavja, Dolenjske in Obsotelja. Tudi gobarsko društvo s Kozjega. Oni so nam pripravili razstavo v sodelovanju z osnovno šolo Podbočje tokrat. Pristopili so pa tudi vrtec Vila iz osnovne šole Leskovec pri Krškem. Na sejmu nastopajo tudi vinogradniki iz Sremiča, društvo Kmetic Krško Aktiv Sremič. Ponudnikov bi bilo še več, če ne bi zakonodaja predpisovala izdajanje računov za vsak korenček, je povedal eden od prodajalcev. Smo bili na določenih sejmih, enostavno zraven ni bilo nobenega na stojnici, ker so pač se ustrašili inšpektorjev in tega in niso prišli, so rekli, da pač se ne bojo izpostavljali. No. Projekt Posavska špajza je bil zastavljen v želji, da bi na podeželju povečali pridelavo zdrave hrane in prek lokalnih tržnic skrajšali njeno pot od njive do krožnika. Zaradi evropskega sofinanciranja imajo ponudniki svojih pridelkov in mesnin 5 let pravico do brezplačne stojnice. Proizvajalcev te hrane pa še ni v takšni meri oziroma toliko, da bi lahko ta prostor seveda tudi kvaliteto in učinkovito zapolnili. Tako da seveda smo sredi nekega procesa, na katerega konec vidim na ta način, da bo potem teh proizvajalcev nekaj več. Agro Posavje in Kostak se že pripravljata na organizacijo božičnega sejma. V ponedeljek je v Novem mestu zaživela mestna blagajna, na kateri lahko občani vse položnice, ki jih izdaja mestna občina, poravnajo brez plačila provizije. Za izvajalca storitve mestne blagajne je bila na javnem pozivu izbrana Delovska hranilnica. Tam lahko poravnajo položnice brez provizije vse fizične osebe s stalnim bivališčem v mestni občini Novo mesto. Zaenkrat lahko občani brez provizije plačujejo izključno položnice mestne občine. Naredili smo javni razpis, na katerem smo vabili banke v mestnem jedru, ker želimo še to sinergijo dodatno povezati in najcenejša ponudbo nam je dala Delovska hranilnica, zato smo z njo podpisali to pogodbo. Delovska hranilnica na Glavnem trgu posluje od ponedeljka do petka med 8:30 in 17. uro. Od vključno danes naprej lahko vsi občani mestne občine Novo mesto na naših blagajnah plačujejo položnice izdajateljev sprav osnovnih šol in vrtcev, ki prihajajo izpod okrilja mestne občine Novo mesto, Agencije za šport. Pa tudi glasbene šole Marjana Kozine, razvojno-izobraževalnega centra in občine. Ob plačilu položnice na bančnem okencu bo del provizije subvencionirala občina, za preostali del pa občane oprosti plačila hranilnica. Na koncu meseca sestavimo obračun, pošljemo na občino in na ostale zavode, ki nam to stvar refundirajo. Gre za postavko, ki je v proračunu za leto 2016 bila potrjena tudi strani občinskega sveta in to bo krito iz občinskega proračuna. V letošnjem letu računamo, da bo šlo za par 100 evrov, v prihodnjih letih pa bo to morda do 2-3 tisoč evrov na letni ravni. V projekt se sicer lahko vključijo tudi drugi javni zavodi in podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je mestna občina Novo mesto. Tako se Delovska hranilnica že dogovarja s Komunalo in Zarjo. Naša sogovornika sta sicer prepričana, da je ta ukrep hkrati pomemben del oživljanja starega mestnega jedra, saj bodo vanj privabili več meščanov. Pod okriljem sevniškega zavoda Knof je v Brežicah odprla vrata trgovina rabljenih stvari Stara šola. To je že 4. tovrstna trgovina s smešnimi cenami in resnim namenom. Vsaj tako pravi njihov slogan za spodbujanje ponovne uporabe. Stara šola je našla svoj prostor v nekdanjem dijaškem domu, ki ga je za leto dni brezplačno odstopila občinam. Približno 40 donatorjev je poskrbelo za prvo ponudbo v trgovini. Bi pa rada povedala, da bomo tukaj zunaj obesili eno veliko oglasno desko za še uporabne stvari, kjer bodo lahko tisti, ki nekaj potrebujejo, zapisali torej, kaj potrebujejo, tisti, ki pa imajo, naprimer, ne vem, nekdo podira kozovc, pa bo imel stare trame, pa lahko napiše, česa ne bo več potreboval. Brežiška stara šola je prinesla zaposlitev invalidne osebe za polovični delovni čas.
Država sicer socialnim podjetjem ne namenja kakšnega rednega financiranja, bi ga pa lahko prav za takšne projekte ponovne uporabe, meni direktorica Knofa. Da pa trgovine oziroma podjetja, kot smo mi, ki delamo neke vrste tudi javno službo, ker ponovno uporabimo stvari, ki bi drugače končale na odpadu, bi morale pa dobiti vseeno nek prispevek, ker vsi plačujemo komunalni prispevek, mogoče pa tudi mi tukaj kak prihranek delamo s tem, ko naprimer smo že 150 ton odpadkov ponovno uporabili. Stara šola ni trgovina za revne, temveč za ljudi, ki zavračajo pretirano potrošništvo, pravijo v zavodu Knof. Ključni so veselje do zemlje, živali in dela, pravi kmetica leta 2016, ki prihaja z Dolenjske. Jelka Krivec je članica Društva podeželskih žena Mirna Peč in je že vse življenje vpeta v kmečko življenje. Kmetica leta prihaja z kmetije v Šentjuriju, ki ima 6 hektarov obdelovalnih površin, 4 hektare gozda in 320 trt. Dela nikoli ne zmanjka, pravi. Najrajš sem zunaj, najrajš sem na vrtu, na njivi, v hlevu, delo stroj me veseli. Na vsakem koraku jo spremlja 15-letna psička Fika, pri delu pa ji pomaga vsa družina. Tesno je vpeta tudi v delovanje domačega Društva podeželskih žena. Tukaj imamo pa razne izobraževanja, pohode, ekskurzije, družimo se, pripravljamo kakšne delavnice, kaj kuhamo, pečemo. Predvsem pa uživajo, dodaja. Že 8 let je tudi v upravnem odboru društva, v katerem so jo predlagali za kmetico leta. Pozitivno je naravnana, zna res prisluhniti, je, lahko rečemo, takoj za akcijo. Tudi druge motivira, pokliče, zorganizira. Tako da res, na njo se človek lahko zanese. Kmetico leta bodo v okviru vladnega obiska jugovzhodne Slovenije jutri obiskali tudi predstavniki kmetijskega ministrstva. Med zemeljskimi deli na Cviblju pri Žužemberku so ta teden našli neznano ubojno sredstvo iz druge svetovne vojne. Ugotovili so, da gre za angleško letalsko bombo, težko 250 kilogramov. Ko so ugotovili, da ima bomba mehanični vžigalnik, so izkopali približno 3 metre globoko jamo, v katero smo položili to aviobombo in se odločili, da bomo ta mehanski vžigalnik tudi odvili, kar nam je tudi uspelo in to je rezultat tega. Tako je bomba postala varna za prevoz v začasno skladišče. Dolenjska je sicer po količini najdb neeksplodiranih ubojnih sredstev na drugem mestu med regijami v Sloveniji. Take najdbe so še vedno nevarne. Tudi ta bomba, katero smo danes videli, je bila še delujoča, tako da se tega nikakor ne dotikati. In takoj pokličite regijski center za obveščanje na številko 112, še dodaja. Bliža se čas, tudi vreme nas na to pripravljam, ko bomo morali biti pripravljeni na zimske razmere in preveriti, ali je vaš jekleni konjiček tehnično brezhiben in ima predpisano zimsko opremo. Ta je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu obvezna od 15. novembra do 15. marca, pa tudi v zimskih razmerah. Vulkanizerji imajo v teh dneh precej več dela kot običajno, saj se veliko voznikov v zadnjem hipu odloča za menjavo letnih pnevmatik za zimske. Ja, pričakujejo, da bi bile gume dobre, zato se tudi veliko pogovarjajo z nami, sprašujejo, kateri vozijo na daljše relacije, ponavadi zahtevajo boljše gume, kateri se vozijo samo okoli doma ali pa na kratko v službo, pa tudi cenejše gume. Vedno pridete zadnji dni pred rokom? Zdaj, kakor imam denarja, da se prav obrne. Boste leto samo preoblekli iz letnih v zimske ali kupujete nove? Samo preobleko. Samo zamenjati, imam nov avto, nove gume, relativno nov, en let pa pol star, pa ni še potrebe za menjanje. Cena in kakovost gresta z roko v roki, poudarjajo vulkanizerji. Raje odštejte recimo malo več denarja za bolj kakovostno gumo. To pa zmeraj. Zato, ker dobra ima tudi dobre lastnosti. Na gumah se ne sme šparati. Kdor špara na gumah, ta glavo zgubi. To je stara resnica. Profil zimske pnevmatike, da je ta še varna, mora biti najmanj 4 mm. Guma naj ne bi bila starejša od 4 leta, ker potem rata že trda in tudi veliko pnevmatik ima lamele,
te male lamelce samo do polovice. To pomeni, ko pridete na 4 mm, se te lamelce uskrijo, nimajo več funkcije, one niso več gibljive, ne? In ko zavirate, one več ne primejo ali pa ko speljujete. Ne? Od 15. novembra bodo sicer opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo preverili tudi policisti. Policisti pa bodo, glede na to, da je konec tedna v znamenju Martinovanj, preverjali tudi, v kakšnem stanju je tisti ali tista, ki upravlja jekleni konjiček. Srečno na poti ali pa doma za 4 stenami. Lahko noč.